Pozdravljeni. Pred nami je prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Abu Dabija in kot običajno si bomo pogledali tehnične novosti ter zanimivosti ter skušali ugotoviti, kaj lahko pričakujemo od prihajajočih kvalifikacij. Na zadnji veliki nagradi sezone verjetno marsikdo izmed nas ne pričakuje kakšnih novosti oziroma posodobitvenih paketov. In kvečjemu verjetno vsi mi pričakujemo na primer kakšno posebno barvno shemo, kot lahko vidimo pri ekipi McLaren. A kljub vsemu tu v Abu Dabiju kar 3 ekipe so pripeljale nekaj novega, nekaj, kar je vredno naše pozornosti. Pri ekipi Alfa Romeo F1 Team seveda gre za kompletni nov prednji aerodinamični stabilizator, kjer lahko po dokumentaciji razberemo, da gre za drugačno obliko celotnih profilov in seveda tudi končne plošče. Alfa Tauri je tista ekipa, ki je sem v Abu Dhabi pripeljala kompletno novo dno. Verjetno tudi nekako je to vse projicirano v naslednjo sezono, ampak vidimo lahko na fotografijah, da so pravzaprav pripeljali kar nekaj spremenjenih delov in seveda tudi preizkusili s tisto kontrastno barvo, ki kaže, kako poteka sam aerodinamični tok. In na samem koncu tudi pri Aston Martinu lahko vidimo kompleten zadnji aerodinamični stabilizator, ki pravzaprav zopet kaže, da se v svetu Formule 1 razvoj kot tak nikoli ne ustavi. Seveda, pozitivni rezultati na teh izboljšavah bodo lahko vidni na tistih bolidih, ki jih bomo začeli nekako spremljati že čez nekaj mesecev. A verjamem, da marsikdo tu se je začel spraševati, zakaj je tako pomembno, na primer, spreminjati obliko profilov in predvsem tiste končne plošče, kakšna je njena funkcija. Zakaj, na primer, v sodobnih bolidih Formule 1 ni tako važno, če se poškoduje. Najbolj poenostavljena razlaga je ta, da končna plošča je nekako tisti element, ki prepreči, da bi se tlak izenačeval nad samim profilom. Zgoraj imamo seveda območje zvišanega tlaka, pod samim profilom je območje nižjega tlaka, ob straneh je pa seveda tisto območje, kjer je tlak enak atmosferskem. Ukolikor ne bi bilo neke plošče, bi seveda prišlo do vrtinčenja samega zraka že nad samim profilom, kar bi seveda pomenilo izgubo oprijema. Ampak tako s tem elementom dosežemo, da je profil kot tak bolj učinkovit. A od sezone 2022 naprej smo videli, da plošča kot taka ne sega pod profil. In zato je razumljivo, da pravzaprav tako prednji kot zadnji aerodinamični profil nista tako aerodinamično učinkovita. Če v sezoni 2021 smo lahko videli, da je približno tretjina odpadla na prednji stabilizator, tretjina na zadnji stabilizator in tretjina na dno, seveda v današnji Formuli 1 imamo na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju približno 20 do 25% kompletnega aerodinamičnega oprijema, podobno na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju in nekje od 50 do 60% generira samo dno. Torej, ta končna plošča čemu služi konec koncev? Ukolikor pogledamo njeno obliko in vidimo tiste zareze, podobno kot na znamki, se nam lahko hitro nekako prikaže, da pravzaprav ta element, ki ima določeno aerodinamično vrednost, služi tudi temu, da ob morebitnem trku poškoduje nasprotnika. Sam se dokaj hitro polomi, ampak tudi hitro prebije
tisto pnevmatiko, ki je zadela ob ta element. In zato ste mnogokrat opazili, da pravzaprav vozniki nadaljujejo tudi, če imajo poškodovano končno ploščo prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. A vrnimo se k aktualnim novicam. Najprej zadeva, o kateri smo že govorili, ampak smo dobili neko potrditev. McLaren je podaljšal pogodbo z Mercedesom. Njihove pogonske sklope bo uporabljal do sezone 2030. In prvo vprašanje, ki se je porodilo verjetno marsikomu izmed vas. Kaj so bile vse tiste zgodbe okrog Toyote tudi v McLarenu? A pustimo zadeve pri strani. Kar se je meni osebno zdelo bolj zanimivo, je bilo poročilo glede odločitev komisije za Formulo 1. Seveda spremeniti nameravajo marsikaj in sedaj vam bom naštel samo tiste najbolj zanimive točke. Namreč zopet bo prišlo do sprememb pri sprintu. Seveda, format, ki ga vsi tako hvalijo, izgleda, da ni tako uspešen, kot nam nekateri trdijo, in potrebne bodo zopet spremembe. O tem se je že govorilo, sedaj je to tudi uradno. In druga genialna domislica, ki smo jo letos lahko spremljali. Tista alternativna dodelitev pnevmatik ali alternative tire allocation bo odšla v pozabo, ker ni nič tako razburljivega, nič tako genialnega in praktično nihče ni imel tega rad, zato so se lepo odločili, da pravzaprav je potrebno to izbrisati iz Formule 1. In konec koncev nekaj, kar tisti, ki imamo radi Formulo 1, smo imeli za samo po sebi umevno. Grelne blazine ostajajo v Formuli 1, čeprav mnogi, kot običajno imenujemo jih poznavalci, so pravili, kako bo ta izjemno pomemben element dobesedno izginil od danes na jutri iz sveta Formule 1. Seveda, trije primeri, kako so določene spremembe v bistvu narekovali ljudje, ki verjetno o tehnični plati Formule 1 nimajo kakšnega velikega poznavanja. In pravzaprav potrebna je bila komisija za Formulo 1, da je vse te, imenujmo jih domislice, dobesedno namestila tja, kamor spadajo, v koš za reciklažo papirja. A konec koncev poglejmo, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem prostem treningu. Kot smo že tudi govorili pred nekaj tedni, poplava novincev. Polovica štartnega razporeda je bila zasedena s tistimi vozniki, ki šele prihajajo v ta svet, in videli smo pravzaprav, da na primer pri Red Bullu sta bila oba bolida zasedena z novinci. Pravila je treba spoštovati in nekatere ekipe so res čakale do zadnjega trenutka. In zato rezultati prvega prostega treninga še zdaleč niso merodajni. Tudi ponavadi niso, ampak tokrat toliko bolj. Seveda, novinci so se pričakovano nekako zvrstili tam na dno lestvice, ampak rad bi poudaril dva primera. Robert Schwarzman pri Ferrariju je bil prešteto blizu Carlosu Sainzu mlajšemu, čeprav ne vemo program enega, program drugega, nastavitve enega, nastavitve drugega. In Felipe Drugovič tam na drugem mestu nam daje potrditev, da pravzaprav v času tega prvega prostega treninga še zdaleč niso bili merodajni. In zato bistveno bolj pomemben drugi prosti trening, čeprav v Abu Dhabiju ekipe dobro poznajo proge in si lahko privoščijo tudi takšne primere. A konec koncev, nekateri so tudi testirali. Videli smo seveda tiste senzorje, videli smo kar nekaj kontrastnih barv. A na drugem prostem treningu zopet situacija, ki je nihče ni pričakoval. Zaradi dveh nesreč, Carlosa Sainza mlajšega in Nika Hülkenberga, kar dve rdeči zastavi. In dobro veste, med prostimi treningi, ko pride do obdobja rdeče zastave, se ura ne zaustavi.
Torej, vozniki so imeli na voljo izjemno malo časa, zato je tudi marsikdo izpustil tisto simulacijo kvalifikacij. A treba je priznati nekaj, Charles Leclerc kot najhitrejši je bil približno sekundo in 2 boljši od tistega najboljšega časa, ki ga je postavil George Russell na prvem prostem treningu. In sedaj se lahko začnemo spraševati, koliko hitrejši je bil v resnici Charles Leclerc. Ne vemo, na prvem prostem treningu ni bil prisoten. In seveda Ferrari ter Mercedes se borita za drugo mesto med konstruktorji. Ampak moj osebni občutek v tem primeru je tisti, da je Ferrari, vsaj kar se tiče kvalifikacij, rahlo v prednosti. In tu seveda ne smemo pozabiti na Red Bull, ampak kot smo dobro razumeli, če so na prvem prostem treningu oba bolida oddali mladincem, na drugem prostem treningu, še posebej tako skrajšanem, se niso izpostavljali. Lepo je bilo videti Landa Norrisa tam spredaj, a zopet bo treba počakati, ali res McLaren je tu zopet našel tisto formo, po kateri so bili znani, predvsem v zaključnem delu te sezone. Verjamem, da po bledi predstavi v samem Vegasu si želijo dodatnih točk in mogoče tudi dodatnih stopničk na nedeljski dirki, ampak pogovarjamo se o samih kvalifikacijah. Torej, pričakujemo lahko tisto običajno razmerje sil, kjer se bosta lahko Ferrari in Red Bull borila za mesta v prvi štartni vrsti. Po drugi strani Carlos Sainz mlajši je pravzaprav izpustil vse dogajanje drugega prostega treninga, ampak na srečo ima še tretjega. Videli bomo, kako se bodo stvari razvile do konca. Tovarniška ekipa Mercedes pravzaprav na drugem prostem treningu ni pokazala tistega, kar smo videli strani Russella na prvem, ampak zopet enaka argumentacija kot prej. Zaradi prekinitev pravzaprav ne vemo, kaj se bo dogajalo. In lahko se zgodi marsikatero presenečenje. In bilo bi zanimivo, namreč zadnja dirka v sezoni nam mora ponuditi tudi neke argumente, o katerih se bomo pogovarjali. In pravzaprav, glede na potek prvega in predvsem drugega prostega treninga, imamo kar nekaj odprtih vprašanj. A za prispevek pred kvalifikacijami bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.